Prav dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Lepo pozdravljam pata Antona Natorja iz Stične na Dolenjskem. Dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Lep pozdrav vsem gledalcem. Morda bi se na začetku na kratko predstavili, kakšna je bila pot do pata. Rojen sem bil leta 1937 v kmečki družini kot prvi od 10 otrok. Imeli smo srednje veliko kmetijo. V šolo sem hodil praktično v domačem kraju, gimnazijo sem delal v Stični, takrat je bila to državna gimnazija, ki je bila v samostanskih prostorih. Potem sem šel na teološko fakulteto, sem tam 3 letnike napravil, potem sem se odločil, da vstopim v samostan. In v samostanu sem potem naredil novicijat, ter potem nadaljeval še 3 leta teološkega študija. Ko sem diplomiral, sem potem naredil na teološki fakulteti v Ljubljani še doktorat iz dogmatike. 1 leto sem šel na prakso v Rim, da sem se malo izpopolnil, še posebej tudi v jezikih, poleg teologije. Potem pa sem bil 14 let profesor na teološki fakulteti v Ljubljani za dogmatiko. Vmes so me izvolili za opata, predstojnika cistercijanskega samostana tu v Stični leta 1979 in do lanskega leta sem bil opat, to je predstojnik samostana. Vmes sem seveda opravljal še druge obveznosti. Opat pa pomeni oče, torej vse, kar je v zvezi s predstojniško službo, je bilo na mojih ramah, ob sodelavcih, ki so mi pri tem pomagali. V tem času je bilo marsikaj narejenega, so se pa tudi razmere spreminjale od socializma, ki je počasi pojenjal v svoji strogosti, pa do osvoboditve. In s tem v zvezi so tudi nastajali problemi kot denacionalizacija in podobno. Obnavljali smo samostanske prostore, ki smo jih dobili nazaj, tako da se je zdaj v tem času marsikaj že uredilo. Vedno pa bo ostalo še tudi delo za naprej, za mojega naslednika,
patra Janeza Novaka, ki je lansko leto prevzel predstojniško službo. Sedaj vas pa prosil, če našim gledalcem daje pot poti, pojasnite nastanek cistercijanskega samostana, kakšno je življenje v samostanu Stično. Najprej bi šel prav nazaj na začetek cistercijanskega reda. Nastal je leta 1098 v kraju Sito Cistercium, od to tudi ime Cistercijani. To je bilo v Franciji, v Burgundiji in razmeroma hitro so cistercijani prišli že sem v Slovenijo. 1135 je tu v Stični že bilo redovno življenje. Zasluge za nastanek našega samostana ima predvsem patriarh Peregrin, to je obrejski patriarh, kajti to ozemlje je v cerkvenem pogledu takrat spadalo pod Oglej. Življenje je potem teklo naprej. Samostan je bil že leta 1135 toliko dograjen, da so lahko v njem živeli, vendar cerkev je bila posvečena dobrih 20 let pozneje, 1156, je zopet prišel isti patriarh Peregrin v Stično in je cerkev posvetil Materi Božji. Značilno je, da so vse naše cerkve posvečene Materi Božji, kajti zelo častimo Mater Marijo. Naše življenje se odvija po pravilu svetega Benedikta, moli in delaj, kajti cistercijanski red je nekakšna reforma benediktinskega reda. Poudarjamo molitev, zberemo se večkrat na dan, 7-krat na dan k molitvi, začnemo v današnjem času ob 5 zjutraj in potem zvečer ob 8 molitev končamo. Pomembno je danes, ko ljudje mnogo manj molijo, da poudarjamo molitev. Smo nekakšen otoček molitve, vsaj trudimo se, čeprav imamo seveda tudi svoje slabosti. Molitev je liturgična, glavna vsebina so psalmi, poleg psalmov so svetopisemska berila in berila cerkvenih očetov, veliko pojemo, zlasti hvalnice in večernice, pa tudi pri konventni maši, to je maša zjutraj, je dostikrat latinska ali pa vsaj spevi so koralno petje, zopet zelo naglašamo. Poleg molitve je seveda delo, delo je različno, vsak ima svoje opravilo, imamo še tudi nekaj ročnega dela, pa tudi umsko delo, recimo eno župnijo imamo, izdajamo knjige, imamo dom duhovnih vaj, potem je peka hosti, razna druga opravila, recimo to, kar je začel pater Simonašič, proizvodnja domačih zdravil, jabolčnega kisa, raznih čajnih mešanic in drugih pripomočkov. To se sedaj nadaljuje po receptih patra Simona Ašiča in sicer podjetje Sitik to nadaljuje. Tu je opat dr. Avguštin Kostelec, prvi slovenski opat po obnovitvi samostana, ki je skoraj 40 let kot opat vodil stiški samostan
v zelo težkih časih. Pred vojno je bilo tu zelo cvetoče, zlasti gospodarstvo, pa tudi liturgično, ekumensko življenje zelo razvito. Potem so bili težki vojni časi in pa še posebej povojni časi, ko je bilo skoraj vse vzeto in je nova oblast samostan zelo zatirala. On je bil opad do leta 1963. Tu je portret mojega predhodnika, patra Rafaela Ašiča, ki je bil opad do leta 1979. Ta portret je naslikal akademski slikar pater Gabriel Humek, tudi član našega samostana. Pater Rafael Ašič je v daljnem sorodstvu s patrom Simonom Ašičem, ki je pri nas zelo poznan kot zeliščar. Tu je upodobljen opat Bernard Widmann, zadnji opat nemškega rodu, pred opatom dr. Avgustinom Kostelcem. Po prvi svetovni vojni je skupino nemških patrov in bratov odšel v samostan Brombach v Nemčiji. Tam so namreč ustanovili nov samostan in je po prvi svetovni vojni tu v Stični ostala samo slovenska skupina menihov. Tu je upodobljen prvi opad po obnovitvi samostana, ko so leta 1898 iz Melerava v Bonjskem jezeru prišli sem nemški menihi, je on bil kot prior. Takrat še ni bila Stična opatija. 1904. leta pa je postal opad, ko je bilo že dovolj menihov, namreč biti mora 12 menihov in opad kot 13, da se samostan lahko imenuje opatija in da ima svojega opata. Kolikor pa je manj menihov, je samo priorat in predstojnik samo prior. Tabernakelj, ki je pred nami, in svečnik desno od njega je delo mojstra Plečnika. Tabernakelj je bil postavljen leta 1954 v Marijinem letu. Posebnost tega tabernakla je, da ima vratca na obeh straneh, drugače pa ima zgoraj ptiče, so povezani z našim grbom, ptič je v samostanskem grbu. Cerkev je bazilika, zidana je bila v romanskem slogu. Delček tega, kako je izgledala, je na odkritem delu, kjer se vidijo lepo zloženi kamni v vrstah brez ometa. Okna so bila v stranski ladji takšna, kot se nekoliko vidijo tu. Na tem sklepniku v stranski ladji je upodobljen oglejski patriarh Peregrin, ki je ustanovitelj našega samostana in je tudi posvetil našo cerkev. Kot ustanovitelj ima v rokah cerkev. Gospod opat, kakšen pomen pa ima ta dvorana za vas? Tej dvorani rečemo kapiteljska dvorana. Ima dva pomena. Eno je poslušanje Božje besede in drugih važnih sporočil, ki se vršijo v tej dvorani. Drugo pa je
v tej dvorani se vršijo najvažnejša samostanska opravila, poleg molitve seveda, ki je v cerkvi. In eno takih opravil je volitev novega opata, potem razni kapitli, to se pravi odločitve, ki so pomembne za samostan, se tu vršijo z glasovanjem. Glasovanje pa je še na ostali način s fižoli. Bel fižol je za predlog, črn fižol je proti, pisan fižol pa je se vzdržim. Če preidemo na posamezne predmete v tej kapiteljski dvorani, bi najprej tu pokazal na ta pult, ki je umetniško izdelan. Izdelal ga je Jože Trontelj. Tu je poudarjena Božja beseda, delovanje Svetega Duha, ki prihaja preko Božje besede na poslušalce. Spodaj so 4 evangelisti kot najvažnejši del Svetega pisma, torej 4 evangeliji, in tako zlasti vsak večer nekdo bere na tem pultu. Beremo pa tudi življenje svetnikov za prihodnji dan, na kratko, in pa vsak dan en delček iz pravila svetega Benedikta. Tu imamo pa tudi pomembne nagovore, ki so za vso skupnost. Drug pomemben predmet v tej dvorani je ta podoba svetega Bernarda. Kristus križa objema svetega Bernarda. Temu rečemo Prixus in v umetnosti je zelo pogosto upodobljen. Tu za našo dvorano ga je upodobil isti umetnik Jože Trontelj. Na oni strani, na desni strani je sveti Bernard z Marijo, ker je bil velik častilec Matere Božje. Po njem tudi imamo prav to značilnost naš red, da zelo častimo Marijo. Tu pa je sveti Bernard na levi strani kot pisatelj, kjer je napisal zelo veliko del, spisal. Ta dela so zdaj zbrana v 10 debelih foliantih, latinsko in nemško. Slovensko pa smo prevedli samo nekatere dele, naprimer o visoki pesmi in pa o Mariji, ter posamezne kratke misli za vse dneve cerkvenega leta oziroma koledarskega leta, vsak dan ena Bernardova misel. Po svoji vsebini so pomembna v tej kapiteljski dvorani tudi okna. In sicer gre tu za 3 okna, ki predstavljajo Marijo, mater Cerkve. Na slikah je poljski slikar Jakubček. Prvo okno predstavlja Marijino oznanjenje, drugo Marijo pod križem, tretje okno Marijo, ki skupaj z apostoli moli za prihod Svetega Duha in je nakazan ta vinkošni dogodek. Tako gre za 3 temeljne dogodke v Marijinem življenju. Marija spočne Jezusa, torej učlovečenje, drugo okno odrešenje, tretje okno prihod Svetega Duha. Marija je vedno tesno povezana s Kristusom, kjer je Kristus, tam je tudi Devica Marija, njegova in naša mati. Tu na sredi, kjer je opatov sedež, imamo grb našega samostana, značilno ptica na obzidju, po fabuli, kako je nastal samostan.
1 kilometer od tu, tako pravi ta zgodba, so zidali samostan, kar so podnevi se zidali, se je po noči porušilo. In je sem priletalo ptič zelene barve in je po latinsko pel prav na tem mestu sit hic, kar pomeni, naj bo samostan tu. Začeli so zidati tu, na tem mestu, kjer danes samostan stoji, in samostan je obstal do današnjih časov. Grb desno od njega, gledano z te moje strani, je grb samostana Mererau, ki je obnovil pred dobrimi 100 leti, natančno 1898. leta naš samostan. Takrat so praznovali 800-letnico cistercijanskega reda in so hoteli menihi v Mererau slovesno praznovati to znamenito obletnico s tem, da so ustanovili nov samostan tu v Stični, pravzaprav obnovili samostan, ki je bil prej 114 let prazen, kajti Jožef II. Ga je 1784. leta razpustil in tako je v tem času pravzaprav propadal, ker niso skoraj nič skrbeli za ta poslopja. Na levi strani pa je grb cistercijanskega reda. Tako je na teh mestih označeno tisto, kar je pomembno, torej naš samostan, obnovitelj samostana in pa grb cistercijanskega reda. Ta križ, ki je pred nami, je po svoje zelo zanimiv. Ta križ so pri obnovitvi samostana 1898. prinesli s seboj kot spomin na obnovitev samostana menihi iz Mereraua v Bodenskem jezeru. Tako je zdaj v tej dvorani kot spomin na ta dogodek. Knjiga, ki je pred nami, je liturgična knjiga za naše skupne molitve in petje. Kakor vidite, 4-črtni sistem, koralne note, to je za koralno petje. In sicer za vse leto, razdeljeno je po dnevih, po praznikih. Zdaj sicer uporabljamo v glavnem naše prevedene molitvene knjige v slovenski jezik, včasih pa še v temu uporabljamo tudi ta način molitve, torej koralno petje z latinskim besedilom. In posebnost tega je, da je recimo na enem samem zvoku tudi kar veliko not, to je tako imenovano koralno petje. Kot vidite, so te knjige lepo okovane in opremljene s podobo srca Jezusovega na križu. Tu vidimo prvega cistercijanskega obrata, svetega Roberta. Ima v rokah cerkev oziroma samostan kot ustanovitelj. Navadno omenjamo svetega Bernarda kot ustanovitelja, vendar sveti Bernard je že poznejši. Sveti Robert je prvi cistercijanski opat. Za njim ima zelo pomembno vlogo, je bil sicer tretji po vrsti, sveti Štefan. Spodaj se vidi napis po latinsko, tu pa je napisano Carta Caritatis. On je namreč napisal posebno listino ljubezni Carta Caritatis, ki je nekako opisala življenje cistercijanskega reda in povezanost posameznih samostanov med seboj.
začetku in tudi pozneje glede cistercijanskega reda. Potem je pomemben seveda opat Bernard, ki smo ga že omenili. Ta pa je najpomembnejši cistercijanski menih in opat. On je tudi cerkveni učitelj, zelo znan v vesoljni cerkvi in ga še danes pogosto navajajo tudi papeži v svojih odlokih. Smo v obednici, ki jo še danes uporabljamo, to je tako imenovani reflektorij, kakor je danes viden, zlasti po stropu se vidi in to pozno baročna doba, prehaja skoraj rokoko, zelo lepo okrašeno. V teh medaljonih pa so še poslikave, ki jih bo treba enkrat odkriti, vendar je to zelo zahtevno delo, ki ga pač ne bomo najbrž tako hitro začeli. Jože Trontelj je izdelal tudi te mize, ki imajo svoj pomen zlasti v tem, ker oznanjajo, da je Jezus odrešenik tudi med obedi. Tako so tu prikazani posamezni obedi iz Jezusovega življenja ali pa iz Jezusovih prilik. Tako recimo pri tej prvi mizi je nakazano, kako je Jezus povedal priliko o bogatinu in ubogem Lazarju. Na sredi bogatin se gosti, Lazar pa niti drobtinic, ki so padale z mize, ne more dobiti. Na levi strani potem Lazarja angeli nesejo v nebesa, na desni strani pa mora bogatin trpeti, ker je bil v svojem življenju neusmiljen do reveža. Je treba poudariti to, da so vse izdelane iz trdega, suhega hrastovega lesa, tako se je moral umetnik zelo potruditi, da jih je izdelal. Tudi vsak stebriček je unikat, drugačen od drugega. 70 stebričkov je, pa nista dva enaka. Tu je upodobljena Jezusova prilika o izgubljenem sinu. Na sredi se izgubljeni sin vrne, oče ga z ljubeznijo sprejme. Na levi strani je vmes stena, starejši sin noče vstopiti, ko je oče napravil gostijo. Na desni strani pa imajo gostijo in se veselijo. Jezus je hotel s tem poudariti, kako pomembno je to usmiljenje tudi do bližnjega odpuščanja tistim, ki prosijo za odpuščanje, kakor je mlajši sin, ki je sicer veliko zagrešil, dobil odpuščanje, ko se je skesal in vrnil, starejši pa ni tega sprejel, ni mogel odpustiti, ni hotel odpustiti. Pri tej mizi je upodobljen obed pri farizeju Simonu. Simon je Jezusa povabil na obed skupaj z njegovimi učenci. Prišla je grešnica, ki je Jezusu odmazinila noge in jih brisala s svojimi lasmi. Simon pa je takrat rekel, ko bi Jezus vedel, kdo je ta grešnica, bi ne pustil tega.
In Jezus pa je rekel: Simon, imam ti nekaj povedati. In je Simon rekel: učenik, povej. In takrat je Jezus povedal to priliko o dveh upnikih, kako je enemu odpustil večji dolg, drugemu manjši, in potem je vprašal: kaj misliš, kdo bo bolj ljubil tistega, ki je odpuščal? Pa je Simon rekel: meni pa tisti, kateremu je Gospodar več odpustil. Tako je potem tudi Jezus navezal svoj nak: vidiš, ta žena, ki je tu, ti me nisi niti prav pozdravil, ko sem prišel, ta žena pa mi poljublja noge in jih mazili. In je potem rekel: odpuščeni so njeni grehi, ker je mnogo ljubila. Na obeh stranskih slikah pa vidimo farizeje, ki se pohujšujejo ob tem Jezusovem dejanju, ko je Jezus spustil, da mu je grešnica mazila noge in ko ji je grehe odpustil. Pri tej mizi je upodobljen obed pri višjem cestninarju Zaheju. Poznamo zgodbo. Zahej je bil majhne postave, je hotel videti Jezusa, splezal je na drevo, in ko je Jezus prišel mimo, se je sam povabil: danes moram ostati v tvoji hiši. In Zahej ga je z veseljem sprejel in potem je rekel: polovico imetja dam ubogim, če sem koga prevaril, povrnem četverno. Tu še posebej vidimo, kako je ta obed odrešensko učinkoval na tega cestninarja. Na levi strani vidimo ubožce, kako stegajo roke, ko bodo deležni tega Zahejevega premoženja. Na desni strani pa farizeje, ki se škandalizirajo, da se je Jezus ustavil pri Zaheju, ki so ga takrat imeli za grešnega človeka, kakor vse cestninarje. Pri tej mizi je upodobljen cestninar Matej, ko ga je Jezus poklical za učenca in pozneje za apostola: hodi za menoj. In takrat je Matej napravil gostijo in pri njem so se zbrali drugi cestninarji in, kot so jim takrat rekli farizeji, grešniki na tem obedu. Na obeh straneh pa je upodobljeno zopet to pohujševanje nasprotnikov Jezusovih nad tem dejanjem, da Jezus sprejema grešnike in z njimi je. Jezus pa je tu še posebej pokazal, da je prišel za tiste, ki se imajo za grešnike, da jih odrešuje tudi s pomočjo obedov. Tako tudi s temi mizami tudi mi hočemo danes poudariti, da je vsako dejanje v samostanu je in mora biti odrešensko. Torej tudi, ko smo pri obedih, ko poslušamo Božjo besedo med kosilom in med večerjo, da je tudi to odrešensko dejanje. Kakor je v Svetem pismu rečeno: naj si jeste ali pijete ali kaj drugega delate, vse delajte v Božjo slavo. Ta miza na sredi je opatova miza, na sredi sedi opat. In podobe, ki so tu, predstavljajo zadnjo večerjo. Na sredi je Jezus z najbližjimi apostoli, pri vsaki tabli pa so upodobljeni posamezni apostoli, torej vseh skupaj 12 apostolov. Čisto na desni strani, na koncu, pa je Juda, ki odhaja z mošnjo, da bo Jezusa izdal. Tu skoraj nad mizo vidimo Jezusa na križu in pa
spodaj Marijo in apostola Janeza. Itak je v vsakem prostoru, kar je normalno za samostanske prostore, Jezus na križu. To je že starejša skulptura, še iz baročne dobe, oziroma že malo poznejše dobe, so ti kipi. Pri tej mizi vidimo dogodek po vstajenju, ko so bili učenci zbrani v dvorani zadnje večerje in je nenadoma skozi zaprta vrata prišel poveličani Kristus in jih pozdravil: mir vam bodi, katerim grehi odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Skoraj zato vidimo tudi Svetega Duha, znamenje te oblasti odpuščanja grehov. Na obeh stranih pa so učenci. Ko sta šla učenca v Emaus, se jima je pridružil popotnik, ki sta ga spoznala šele pozneje, ko so bili pri mizi, pri obedu oziroma pri večerji. Rečeno je, da sta učenca spoznala Jezusa polomljenju kruha. Jezus je na sredi, ko razlomi kruh, učenca pa sta presenečena. Na obeh stranih se to vidi, zlasti na desni strani to presenečenje ob spoznanju, da je popotnik, ki je bil z njima, sam poveličeni Kristus. Tu je prižnica. Vsak dan med kosilom in večerjo nekdo bere in na sredi je Marija, ki prav poudarja pomen Božje besede, in sicer je upodobljeno tisto mesto, ko je rečeno: Marija je vse to ohranila in premišljevala v svojem srcu. Tako moramo tudi Božjo besedo ohraniti v svojem srcu in jo premišljevati, da potem obrodi sadove. Če gledamo celoto, je na prižnici upodobljen božični dogodek. Angel oznani Jezusovo rojstvo. Potem vidimo pastirje, ki hitijo, da bi videli Jezusa in ga počastili. Tu vidimo upodobljene angele, ki so ob Jezusovem rojstvu peli slavo Bogu na višavah in v zemljimi ljudem, ki so Bogu po volji. Ko so pastirji to slišali, so šli, da bi počastili Jezusa, in Jezusa vidimo upodobljenega v rokah svetih. Tudi tu gre za dogodek po Jezusovem vstajenju. Jezus je na obali pripravil zajtrk svojim učencem. Učenci so namreč šli na povabilo apostola Petra loviti ribe. 7 učencev je bilo. Peter je najprej rekel: ribe grem loviti, pa so drugi rekli: gremo še mi s teboj. Tu prav na desni strani vidimo apostola Petra, ki vleče mrežo polno rib. Apostol Janez ugotavlja, bilo jih je 153, pa se mreža ni strgala. Tu pri zadnji mizi je upodobljena svadba v Kani Galilejski. Na sredi sta ženin in nevesta s spremstvom. Na svadbi, ki je trajala več dni in je bilo zelo veliko gostov, je zmanjkalo vina. Na levi tabli je upodobljeno, kako Marija posreduje pri Jezusu. Vina nimajo.
Jezus se najprej brani, da bi posredoval, končno pa na Marino priprošnjo sklene, da bo naredil poseben čudež in tako so napolnili vrček, ki jih tam vidimo spodaj, z vodo in Jezus je vodo spremenil v vino. Potem pa so to vino nesli pokusiti starešini in starešina je posebej pohvalil to kvalitetno vino. Na desni strani pa vidimo, kako strežniki nosijo na mize. Kako častite nebeško mater Marijo? V našem samostanu je vse skozi, kakor sploh v cistercijanskem redu, zelo razvidno češčenje Matere Božje. Vse naše cerkve so posvečene Mariji, v glavnem v Nebovzeti. Naša cerkev je posvečena žalostni Materi Božji, prvotna je bila pa tudi posvečena Mariji Nebovzeti. Potem v liturgiji se to zelo pozna, ker imamo spomin Matere Božje pri hvalnicah in pri večernicah, pri vseh dnevih, tudi če je praznik ali slovesni praznik, se spominjamo Matere Božje. Nadalje je, lahko rečemo, tudi v zgodovini naš red v Sloveniji zelo širil Marijino češčenje. To se pozna tudi v stiškem rokopisu, ker so sledijo temu ali celovškem rokopisu. Tudi danes skušamo poudarjati to češčenje na razne načine. Tudi sam sem napisal nekaj knjig v zvezi s češčenjem Matere Božje. O tem bomo kaj več pozneje dejala. Kako pa vi vidite največje romansko svetišče Medžugorje? Na Medžugorje gledam pač tako z dveh stališč. Eno je tisto, ki ga podarja Jezus, po njih sadovih jih boste spoznali. So dobri sadovi, veliko spovedovanja, veliko se moli, ljudje hodijo k mašni daritvi, torej veliko maševanja, veliko svetih obhajil, mnoga spreobrnenja, to so sami dobri sadovi. Druga stvar pa je, da Medžugorje še ni od cerkve priznano, zato pač tudi ne moremo še toliko, vsaj duhovniki nam je naročeno, da nekoliko še smo zadržani glede tega, vendar kot je tudi naročilo cerkve, moramo skrbeti torej za versko oskrbo vernikov, tako tudi izverniki, duhovniki hodijo na romanja in pomagajo vernikom, jih spovedujejo, mašujejo zanje, sploh vse, kar je potrebno, oskrbujejo. Drugače pa cerkev zadevo še raziskuje, je pa itak zmeraj pravilo takšno, dokler dogodki še trajajo, ni možna končna sodba cerkve in dogodki še niso končani, se še zmeraj vršijo prikazovanja. Pri vas se da tudi določene knjige tudi kupiti, pozneje pa tudi nam boste predstavili, katere knjige ste sami napisali. Da, smo začeli izdajati okrog leta 1990 različne knjige. Predvsem so najprej bile povezane z molitvijo in z vero.
Nekoliko pozneje smo začeli izdajati manjši format teh grobnih knjižic. Nauči nas moliti, ki so predvsem usmerjene v molitev nekoliko novejšem času, to se pravi pred 10 leti, ko smo začeli poudarjati češčenje Jezusovega in Marijinega srca, ko je nastal tudi odbor za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu in je pri nas v našem samostanu središče tega pospeševanja, češčenja in posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu. Takrat smo pa začeli izdajati tole šole najsvetejših src. Teh knjižic je že kar precej, so priročne, tako da se človek ne ustraši, ko bere, se lahko na hitro prebere in majhen format se lahko da v žep, torej zelo prikladno. Napisali ste skoraj okrog 40 knjig in sedaj bomo omenjali Marijina sporočila 1 in 1.2, verjetno gre za sporočila, ki jih daje nebeška mama Marija v Medžugorju. Da, kako je to nastalo? Bil sem imenovan od gospoda nadškofa v komisijo, ki se ukvarja s kuržčkom, in takrat sem se lotil tega znanstveno in sem raziskal okrog 30 od cerkve priznanih Marijinih prikazovanj in sporočil in ta so opisana v tej prvi knjigi. Druga knjiga pa je nadaljevanje tega in sicer ne opisovanje posameznih primerov, ampak kako naj bi tisti, ki se ukvarja s pristnostjo tega, kako naj bi postopal, recimo komisija in tudi bralci, na kaj naj bi pazili, ko presojajo, ali je kakšno dogajanje pristno ali ne, ko gre za prvo stvar, ali je skladno z vero in naukom, kar uči katoliška cerkev. Drugo je, ali lahko verjamemo tisti, ki pravi, da ima kakšna prikazovanja, ali je zanesljiv, vsestransko zdrav, zlasti psihično. Potem tudi samo sporočilo, torej mnogo teh stvari, o katerih je treba presojati, ko se odločamo, ali kakšno stvar sprejmemo za pristno ali ne. Ta manjša knjižica, Klic Marije iz Fatime, pa je nastala ob prvem obisku milostnega kipa Fatimske Marije v Sloveniji. Takrat je bilo veliko zanimanje za njo, smo jo natisnili v velikem številu, veliki nakladi in potem smo jo ponovno ponatisnili. Potem še je verjetno potrebno tudi omeniti vašo revijo v materni šoli. Da, revijo v materini šoli že dalj časa izdajamo in sicer je to najprej bilo samo kot ta revija bila kot glasilo Bernardove družine. V času mojega opatovanja je bila ustanovljena Bernardova družina in ta družina je imela svoje glasilo. To glasilo je preraslo Bernardovo družino, ima zdaj tudi drugo vsebino, zelo marijansko usmerjeno, hkrati pa tudi pospešuje češčenje Jezusovega in Marijinega srca in posvetitev tema najsvetejšima srcema. Pred nami so tako imenovane korne klopi za skupno liturgično molitev. Tu se odvija naše najvažnejše opravilo, molitev, moli in delaj. Sveti Benedikt je prav molitev zelo naglasil in je rekel, nobeni drugi stvari se ne sme dajati prednost pred molitvijo. Kot sem že prej rekel, tu se
zberemo ob 5. zjutraj in potem še večkrat čez dan ob 8. zvečer s sklepno molitvijo dan končamo. Zavetnica naše cerkve je žalostna Mati Božja. Marijo, itak, kot sem že prej omenil, v našem redu zelo častijo, vendar običajno nimajo upodobljene žalostne Matere Božje, ampak Marijo Vnebovzeto. Tu pa je pri nas v žalostnih, težkih časih turških napadov, različnih bolezni, še posebej se razvilo češčenje žalostne Matere Božje. Ne samo v Stični, ampak saj so mnoge naše cerkve posvečene prav žalostni Materi Božji. Kako je začeščenje Jezusovega in Marijinega srca v Sloveniji? Letos obhajamo 10. obletnico prizadevanja za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Pred 10 leti so namreč naši škofje priporočili to duhovnikom in vsemu Božjemu ljudstvu, da bi začeli s pripravo na posvetitev Najsvetejšima srcema. Mnogo župnij se je temu odzvalo, skoraj polovica slovenskih župnij. Tako tekom let so se priključevale nove župnije ali pa so posamezniki, če duhovniki v njihovih župnijah tega niso pospeševali, opravili to posvetitev zasebno ali so se vključili v kakšno skupino, v kakšni drugi župniji ali v kakšni molitveni skupini. Pri nas smo to čiščenje začeli pospeševati tudi z izdajanjem knjižic v šoli Najsvetejših src. Tako je prva knjižica bila kot 9-dnevnica za pripravo za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Uvod v to knjižico je zelo lepo napisal sedanji mariborski nadškof dr. Franc Kramberger. Poznejše knjižice so obravnavale različno tematiko, tudi so se začele vrtnice, ki so hotele pospeševati prav čiščenje srca Jezusovega, torej za branje v juniju. Drugače pa smo tudi v drugih mesecih, torej skozi vse leto, zlasti še Marijine praznike, hoteli poudarjati prav s povezavo na Marijino brezmadežno srce. Zdaj, ko je bila Fatimska Marija romarica pri nas, se je okrog 1500 vernikov ponovno oziroma prvič posvetilo in izročilo Jezusovemu in Marijinemu srcu. Ko govorimo o povezanosti z Marijinim srcem, uporabljamo raje besedo izročitev, za to, ko govorimo o Jezusovem srcu, pa uporabljamo besedo posvetitev. Tako nekako so navodila cerkvenega učiteljstva v novejšem času. Slovenski narod je precej posvečen Mariji in velikokrat dobim vprašanje naših gledalcev, pa bi izkoristil tole priložnost, kaj pravzaprav pomeni beseda molitev srca. Molitev srca ima več pomenov. Predvsem mislimo na posebno molitev, pri kateri izgovarjamo ime Jezus. Lahko je to samo beseda Jezus, ki jo kar naprej izgovarjamo v presledkih, lahko tako, kakor dihamo, lahko pa dodajamo razne dodatke,
Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. To je najbolj razširjena oblika, ki jo poznajo tudi vzhodne cerkve, zlasti še v Rusiji. Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. To lahko ponovimo 100-krat, 1000-krat in začne se nekaj dogajati v našem srcu. Nekateri pa z molitvijo srca mislijo na nekaj drugega. Eno je molitev ustnic, drugo je pa bolj ta notranja molitev, molitev srca, ko nič ne govorimo z ustnicami, ampak naše srce moli. Torej niso ti izrazi ravno ustaljeni, da bi moralo biti ravno samo en pomen. Kako gledate na obisk Fatimskega kipa Marije Romanice v Sloveniji? Najprej smo mislili, da bi Marija Romarica prišla že prejšnje leto, ko je bila 10. obletnica njenega obiska v Sloveniji in ko je bila hkrati 90-letnica Marijinih prikazovanj. Pa nekako je tako prišlo, da se Cerkev na Slovenskem ni za to odločila in ko smo bili lansko leto na romanju, smo se domenili z vodstvom v Fatimi in tako je potem gospod nadškof, gospod Alojz Uran, napisal prošnjo in takoj so ustregli prošnji in tako je Marija prišla samo v en kraj gostično, poleg Stične je potem še obiskala bolnike in invalide na Brezjah. Proti vsemu pričakovanju je prišlo zelo veliko romarjev in sadovi so bili presenečeni, torej ljudje so bili ganjeni, videlo se je, kako je ta obisk vplival nanje. Je pač Marija tista, ki posreduje milosti in ni vseeno, s kakšnim kipom smo povezani, pač Marija se je izbrala Fatimo in tudi po tej podobi deli milosti tistim, ki se najbolj približajo fatimskim otrokom, da so torej sprejemljivi za te milosti. Sadovi so gotovo zelo lepi, je pa seveda tako, ne vidimo na znotraj, pomembno bo tisto, kar bo ostalo, kar se bo potem v življenju poznalo. Mislimo nadaljevati z neko obliko češčenja Fatimske Matere Božje, da bomo imeli vsak mesec od maja do oktobra, okrog 13. v mesecu, srečanje mašno daritev in potem procesijo s kipom, ki je sedaj v naši kapeli. Tudi ta kip je zelo povezan s Fatimo, ker je darilo patra Kondorja, viceapostolatorja za razglasitev blaženih in za svetnike, za fatimske pastirčke. Tudi krona je darilo Fatime in tako lahko rečemo, tudi po tem kipu bo Marija delila milosti tistim, ki se bodo z vero in zaupanjem bližali Materi Božji. Gre pa vedno za to, častimo Marijo, Marija je samo ena, upodobitve so pa različne, vendar moramo slediti Božji volji. Marija je vedno poslana od Boga in Bog na različnih krajih deli različne milosti. Mi pa moramo prisluhniti temu in se ravnati torej po tem. Leta 1917 se je Marija prikazala 3 otrokom, Luciji, Frančišku in Jacinti. Bili so med seboj povezani, pastirji. Frančišek in Jacinta sta bila brat in sestra, Lucija je pa bila njuna sestrična.
Gre za 6 prikazovanj od maja do oktobra vsak mesec. Bistvena sporočila so podobna sporočilom drugje, poudarek na molitvi, na žrtvi za grešnike, torej na delanju pokore, na življenju po evangeliju. Posebej glede molitve je poudarjen rožni venec, kajti Marija je vsak dan naročala molite rožni venec. Hkrati pa se je nazadnje predstavila v oktobru, sem kraljica rožnega venca. Menite, da nam je sveta maša potrebna? Vsekakor, če hočemo biti kristjani, nam je sveta maša zelo potrebna, ker spada k bistvu krščanstva. Ne zato, ker je zapovedana, ampak je obisk zapovedan, ker je tako pomembna za naše krščansko življenje. To je vir in višek našega krščanskega življenja, ker z mašno daritvijo se nam približa Kristusovo življenje, približajo se nam vsi dogodki stare in nove zaveze. Jezus nas po mašni daritvi odrešuje, naklanja nam tisto odrešenje, ki ga je pridobil s smrtjo na križu. Tako, kdor se ne bi menil za mašno daritev, zanj ne moremo reči, da je dober kristjan, sploh ne zasluži imena kristjan. Kako vidite mladino in družino v tem težkem času, ki se nahajamo sedaj? Dejansko smo v leto družine, kmalu bomo začeli leto mladine, leto mladih. Moram reči, da je za družino in za mlade danes težji položaj, kakor je bil včasih, in tisti, ki hočejo res ostati Kristusu zvesti, se morajo bolj potruditi, kakor se je bilo treba potruditi včasih. Za današnjo mladino je treba reči, mislim, da je, kot je bilo tudi včasih, da so različni. Iz okolja, iz današnjega okolja izhajajo, in to okolje ni naklonjeno. Včasih smo imeli boljše pogoje, recimo smo se že v mladosti zelo navadili dela, vsaj tisti, ki izhajamo iz kmečkega okolja. Samo po sebi se je razumelo, ko smo prišli domov, da smo tudi delali in smo samo zvečer in zjutraj naredili domače naloge in se naučili, popoldne pa smo delali na polju. Nobeno delo nam ni bilo prihranjeno in to je bilo zelo dobro tudi za naprej. Danes pa mladi nimajo toliko teh možnosti in tudi bolj so razvajeni, kot smo bili včasih, ker smo živeli v bolj skromnih razmerah. Vendar Bog daje vsakemu človeku dovolj milosti, treba se je bolj potruditi in če se človek bolj potrudi, je pa pri Bogu tudi večje zasluženje. Tudi mladi so poklicani, da bi bili zvesti Kristusu in da bi si ustvarili dobre družine, pa tudi kogar Bog kliče, da bi se odzval in šel v duhovni poklic. Povabilo k vam, kakšna duhovna misel za gledalce, morda kdaj imate svete maše, kajti škoda, da se bliža konec naše lepe oddaje. Vse gledalce lepo vabim, da se oglasite v našem samostanu. Imamo dom duhovnih vaj, navadno je vedno poln, od petka do nedelje so skupine pri nas, različne skupine in zdi se mi zelo pomembno, da se
človek odtrga od rednega vsakdanjega življenja in se vsaj enkrat na leto vključi v to duhovno dogajanje, premisli sebe, svoje življenje pred Bogom, naredi načrt za naprej. Predvsem je pomembno, kakor udeleženci poudarjajo, da se pred Bogom umirijo in naprej zaživijo novo življenje. Mašne daritve so pri nas ob nedeljah ob 6, ob 8 in ob 10. Ob delavnikih je zjutraj vedno, kot rečemo, konventna maša, samostanska maša, običajno s koralnim petjem ob 6:30 zjutraj. Zvečer za vernike je v poletnem času ob 7 zvečer, v zimskem času je pa zdaj kakšno uro prej. Opat Nadrah, zahvaljujem se vam v imenu vseh gledalcev naše televizije in v svojem imenu, da ste spregovorili za gledalce oddaje Pot poti. Naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti za vse dobro, kar ste dobrega storili za nas, in pokloni. Lep pozdrav vsem gledalcem in želim vam vsem na Marino priprošnjo bogat Božji blagoslov. Dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam iz Stične, vabljeni ste v to lepo svetišče in lepo se imejte na vseh vaših življenjskih poteh in nasvidenje do prihodnje oddaje Pot poti. Nasvidenje z Bogom.